Ja, Boston Dynamics, oni so razvili do perfekcije skoraj, no, res atletsko inteligenco, ne, ker ko se pogovarjamo o robotih, ne, pa nasploh umetnih inteligenc je več, ne. In trenutno imajo roboti najbolj razvito, sploh to, kar dokazuje Boston Dynamics, atletsko inteligenco, ne, to neverjetno gibljivost in tudi gibljivost zunaj, tudi na nepredvidljivem področju, ne, ker Boston Dynamics vse robote testirajo zunaj, ne. Zunaj vemo, da je nepredvidljivo, ne, in na primer po gozdu, po neravnem terenu, ne. In to, kar so naredili z robotom Atlasom, je neverjetno, ne, kakšen gibljiv, humanoidni robot je to, ne, mislim, salte delati, tega jaz ne zmorem, ne, je res, ne, in so to res razvili čisto do skrajnosti, ne, potem seveda tudi z robotskim psom, ne, z njim je šlo majčkeno lažje, ne, ker seveda, če je nekaj na 4 nogah, ja, je že takoj bolj stabilno, ne. Je pa zdaj, no, koga res zanima, preboji v robotiki, poročam, da posluša predavanja, intervjuje z Markom Reibertom. Mark Reibert, on je pač oče, no, vseh teh robotov, tudi vzpostavil Boston Dynamics z ekipo seveda, ne. In on je zdaj vzpostavil nov inštitut, ki se imenuje AI inštitut, ne. On tudi večkrat pove, robote imamo, gibljajo se super, imajo odlično atletsko inteligenco, manjka jim pa kognitivna, ne. In zdaj se bodo fokusirali še na to.